Tur 202. Lepo pozdravljeni, še malo pa se bo začel tur z vsemi najboljšimi. Tokrat so vsi zraven in letos nihče od največjih, za razliko od zadnjih let, nima težav s poškodbami. Slovenca znova spadata med favoriti, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča pa bomo danes spoznali prek njunih najbližjih. Slišali bomo starša Tadeja Pogačarja, Marjeto in Mirka, ki se bosta spominjala prvih Tadejevih korakov, kako je sledil stopinjam starejšega brata Tilna. Že prej na nogometnih igriščih ni veliko manjkalo, da bi Tadej šel po poti Jana Oblaka. Slišali pa boste tudi, kako je Tadejev uspeh vplival na njuno življenje in kako v njunih odgovorih lahko začutite, zakaj je Tadej takšen, kot je. Prek Lore Roglič-Klinc pa bomo dobili vpogled v Primoža Rogliča, da nima računalnika, da je njeno novo knjigo prebral na mobitelu in kako je Lora v junaku antičnega sveta, ki je slavni prečkal Alpe, da je osvojil Rim, našla vzporednice s kariero svojega moža in enega najboljših kolesarjev vseh časov. Z Igorjem Tomincem vam bova tudi predstavila, kako bomo dirko po Franciji spremljali na RTV Slovenija, na Valu 202 in v podcastu Tur 202. Živjo, Igor. Živjo, smo v napetem pričakovanju tako kolesarske dirke po Franciji, kot tudi zanimivih vsebin, ki nas bodo spremljale do konca julija, tako da se kar veselim, da se tole že začne. Ja, res, se veselim. Dober teden je še do takrat, ker začnimo. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Ok, še preden greva k obema pogovoroma, Igor, najprej k aktualnostim in sicer znova velik uspeh za slovensko kolesarstvo in sicer na malem Baby Giru, kot ga imenujejo, res fantastična zmaga za Omerzela, ki je dosegel še en velik uspeh na svoji zelo kratki, zelo odmevni kolesarski poti. Ja, v tem podcastu moramo poudariti, da dobivamo novega Jakoba Omerzela, ki je morda malenko že alergičen, ker ga vsi sprašujejo, ali dobivamo novega Tadeja Pogačarja. Dobivamo pa nekaj res novega kolesarja za 3-tedenske dirke, ki je trenutno star le 19 let, tako da si za najvišjo sceno še pustimo leto ali dve, se pa izredno hitro stvari odvijajo v sodobnem kolesarstvu in tale Giro Next Generation oziroma Giro za naslednjo generacijo je v bistvu za kolesarje do 23. leta, vendar če pogledamo končni vrstni red, so v ospredju vsi od 19. do 21. leta, se pravi, vsi so še mlajši, kot je sploh predviden ta Giro, skratka tisti, ki so stari 22-23, že kolesarijo na članskem Giru. Tako da Jakob Omerzel je sploh bil med najmlajšimi od teh, ki so se borili za najvišja mesta in zdaj bomo še bolj zanimanjem spremljali nekako njegovo kariero v nadaljevanju, v katero smer se bo razvil, ali bo najmočnejši na enotedenskih dirkah, ali bo najmočnejši na 3-tedenskih dirkah, ali bo vmes našel tudi kakšno enodnevno klasiko zase po svojem okusu. Skratka, dobivamo novega odličnega kolesarja, ki pa ni edini, ki bo krojil slovensko kolesarsko prihodnost, ker so zadaj še imena, ki bodo tudi še opozorila nase. Skratka, ta efekt zlate generacije Pogačarja, Rogliča, Mohoriča in tako naprej se zdaj kaže in ne bo še tako konec dobe slovenskega kolesarstva. Obenem se pa moramo zavedati, da takšnega kot je Tadej Pogačar ne dobiš vsak dan oziroma se rodi samo na vsakih 1000 let in bo treba se kdaj zadovoljiti tudi, če bo kakšen naš kolesar samo na zmagovalnem odru 3-tedenske dirke. No, ravno to, z Daretom Ruparjem so bila na okrogli mizi ta teden in smo se pogovarjali tudi o kolesarstvu in Dare je rekel, da dobiva Slovenija novega kolesarja, ki bo na stopničkah na 3-tedenski dirki. Vem, da je do takrat še veliko težko napovedovati, ampak ja, se ti zdi, da potencial pa ima, da bi lahko to dosegel.
Ja, zagotovo. Bil je 4. na dirki po Sloveniji z dokaj majhnim zaostankom, s takimi, ki dirkajo že v svetovni seriji, kot so Johannesen pa Gross-Schartner in tako naprej. Premagal je Teja Gegenharta, nekdanjega zmagovalca Gira. Na tem Baby Giru je tako ali tako premagal vso konkurenco in mislim, da res ni razloga, da ne bi dvomili, da lahko pride na zmagovalni oder 3 tedenskih dirk. Omenil pa si, da tekmujejo kolesarji od 19. do 21. leta, do 23. leta imamo konkurenco na večjih tekmovanjih, bele majice so do 25. leta. Glede na to, kako se je razvilo kolesarstvo v zadnjih letih, se ti zdi, oziroma si že kaj slišal, izvedel, da bi morda te kategorije spremenili in bolj prilagodili trenutnemu modernemu času, ko so pa vendarle kolesarji že mlajši, boljši. Ja, to se dogaja. Veliko dirk ima belo majico do 23. leta, Tour jo ima do 25. leta in jo morda zdaj v naslednjih letih ne bo spremenil zaradi tega, ker so ti kolesarji, kot so Pogačar, Vingegaard, Remko, to so zdaj že starejši in bodo belo majico res prepustili tistim, ki so mlajši. Ja. Tako da Tour mogoče v tem trenutku ne zahteva te spremembe. Drugače pa saj poglejmo, kaj je počel Isaac Del Toro na Giru in tako naprej. Treba bo nekako upoštevati, da so zdaj mlajši kolesarji v boju tudi za skupno zmago. Ne samo za belo majico, so pa zaradi tega, ker se je način priprav in materiala in tega prenosa znanja toliko spremenil, da so vsi lahko že blizu svojega vrhunca v zelo mladih letih. Se ti zdi, da naprej ne bo takega razkoraka več, kot je bil zdaj recimo v zadnjih 10 letih, torej namesto, da bi spreminjali iz konkurence do 25 let, da bi jo naredili do 23 let ali pa da bi na svetovnem prvenstvu dirka do 23 let postala dirka do 21. leta. Morda ni potrebno zaradi tega, ker v naslednjih 10-20 letih ne bo takšnega velikega premika spet, kot je bil v zadnjih 10. Lahko bi, smiselno bi bilo na svetovnem prvenstvu, da bi bila ta kategorija za mlajše člane do 21. leta, ampak eno stvar je treba upoštevati pri tem kolesarskem razvoju, da se ne razvijajo vsi tako hitro do najvišje ravni. Recimo v starosti 19 let ima Jakob Omerzel boljše dosežke kot Tadej Pogačar. Vendar bi morali te trenerske specialiste povprašati, ker ena stvar pri kolesarjih je kronološka starost, ena pa biološka. Kar pomeni, da Tadej Pogačar je bil tisti kolesar, ki se je pozno razvil, Jakob Omerzel mogoče malenkost bolj zgodaj. Vendar potem so še vmesni primeri, tako da ko enkrat daš to mejo v 23, do takrat si res lahko prepričan, da so vsi že popolnoma športno in fizično razviti. V zadnjih tednih po dirki po Dauphineji, ko smo nazadnje imeli podcast Tour 202, pa dirka po Švici, najboljši je bil Joao Almeida, njegova 3. zaporedna zmaga na tedenskih dirkah v tej sezoni. Kar naporen ritem je imel že veliko enotedenskih dirk na začetku sezone. Joao Almeida v odlični formi kot prvi pomočnik Tadeja Pogačarja znova prihaja v letošnji Tour in kaže, da ne bi mogel imeti boljšega pomočnika Tadej Pogačar. Ja, ker Joao Almeida je tisti tako imenovani dizelski motor, kar pomeni, da počasi se ogreje, potem ko pa enkrat deluje, ga pa ne moreš več ustaviti. Tako da to bo izredno pomemben, verjetno zadnji pomočnik v gorah za Tadeja Pogačarja. Se bo na začetku etape počasi segreval, potem pa na koncu etape vlekel kot najmočnejša lokomotiva. In rekel pa bi, da na teh letošnjih dirkah, predvsem na dirki po Švici, je vseeno Almeida še imel nekaj učne ure na področju taktike in vsega ostalega.
celo življenje se učiš in tudi Almeida vedno ni bil najbolje pozicioniran na tej dirki, tudi v prvi etapi ga je doletela tista nepričakovana velika izguba časa, je pa pokazal potem borbenega duha, ker mogoče kolesar z manj borbenega duha bi se po 3 minutah in pol zaostanka že nekako vdal in startal na druge cilje, na etapne zmage, kar je tako ali tako startal, ampak je pa vseeno na Švici pokazal, da je najmočnejši v konkurenci, ker je lepo se prebijal iz ozadja in zadnji dan pokazal največ. In v kronometru, ki bo kar podoben tistemu takratkemu Naturu, torej en tak kronometer, ki ga ne vidimo velikokrat, bo, mislim, da sredi drugega tedna Naturu in sicer 11 ali celo 12 km dolg, zelo kratek, ampak strm vzpon, mislim, da na Peyregourde ali pa na Peyresourde. Enega od teh dveh. Zelo zanimiva etapa se mi zdi, da bo torej kratka, sladka, vse navkreber in zelo kratka, torej 11 km. Bo zanimivo, kakšno bo tam dogajanje, da bo to morda ena od prelomnih točk letošnjega tura. Sicer pa Visma je že objavila, zdaj ko to snemava, svojo ekipo, ki je zelo močna, moramo reči, in sicer so v njej torej Wout van Aert in seveda Matteo Jorgensen, ki bosta pomagala adutu Visme, Dancu, Jonasu Vingegaardu, morda prvi tisti adut pa ob Sepu Kusu, ki je v vse boljši formi v tej sezoni, pa Simon Yates, zdaj 2-kratni zmagovalec na 3-tedenskih dirkah, potem ko je letos dobil Giro. Zelo močno ekipo se zdi, da ima Visma ob Jonasu Vingegaardu. Pripeljali so Simona Yatesa, ki je, to smo letos že videli, v odlični formi in bo izredno pomemben in si je tudi želel v svoji karieri postati pomemben člen v boju za zmago na Turu. To si je prav želel, čeprav ve, da ne bodo vozili nanj, ampak tiste svoje tekmovalne ambicije je letos že izpolnil in zato je mentalno izredno močen zdaj pred Turom, ker lahko naredi samo kvantni preskok za svojo ekipo navzgor, če bo zelo dobro pomagal, nima pa česa izgubiti, ker tudi, če v kakšni etapi zapade v krizo, ni problema, bodo uporabili druge pomočnike in se bo vrnil, ali pa ga bodo celo zavestno v kakšni etapi varčevali na način, kot to počnejo Emirati, ki recimo za eno etapo maksimalno angažirajo 2 gorska pomočnika, pa ima ta druga 2 mogoče nekoliko bolj prost dan, ampak to je vse v navednicah, pa drugi dan obrnejo in tako naprej. In potem imajo poleg Yatesa še eno zelo močno okrepitev za Tour. Viktor Kampenaerts je pa za ravninske dele izredno pomemben in moramo vedeti, da ti ravninski pomočniki so veliko bolj pomembni, kot si mi predstavljamo, če začnemo etapo spremljati šele 100 km pred ciljem. Tako da tisto garaško delo v prvih 2 urah potem ni opaženo, ampak ti ravninski pomočniki so tudi izjemno pomembna stvar na Turu in zato so te ekipe tako sestavljene. Res, da je v ekipah, kot so Visma, UAE, Ineos in tako naprej, ki se borijo za generalno razvrstitev, pa Soudal, pa Red Bull Bora Hansgrohe, večina hribolazcev, ampak po 2, po 3 morajo biti tudi ravninci, tako da po tej plati Visma tudi okrepljena, no saj konec koncev pa še vedno moramo govoriti o Emiratih kot najmočnejši ekipi na svetu, da ne bi zdaj mogoče pred začetkom Tura dali kakšno izkrivljeno sliko. Emirati pa sestavljajo že več let svojo ekipo za Tur in pravzaprav veliko boljša, kot jo peljejo letos v Francijo, jo ne bi mogla niti biti. Skoraj ne morejo. Na vse zadnje je bila skoraj takšna lanska ekipa, mislim, da 7 pomeni, kolesarjev. da so našli recept. In kontinuiteto in vse. Zanimivo pa tudi eno razmišljanje sem slišal, da ravno po zaslugi letošnjih sezon Yatesa, torej Simona Yatesa in Joao Almeide, da bi lahko morda
ena ali druga ekipa jo uporabljala kot prosta strelca na začetku, kot nekdo, ki bi lahko ušel v glavnini, pa na ta način kot nekako skriti adut za skupno razvrstitev, morda kaj premešal štrene vsem skupaj v glavnini. Ja, to je taktika, o kateri smo vsako leto razmišljali pred turom, ampak v bistvu se ni dostikrat uresničila, se pa je leta 2022, ko sta Roglič Vingegor napadala Pogačarja izmenično in takrat Roglič s počenimi vretenci. Tako da takrat je bilo v bistvu edinkrat, da so slovenskega asa na ta izmenični taktični način nekako izčrpali do te mere. Pa se je potem na koncu sicer sam nekako brcnil v zadnjico s tem, da ni pravilno jedel, je pozabil na to, pa takrat izgubil moč, da je ni imel. Tako je vsaj sam Ja, večkrat uradno niso nikoli rekli, da ni pravilno jedel. Okay. Skratka, nekaj stvari ostane vedno tudi zavitih v tančico skrivnosti, ne bodo pa v ekipah nikoli izdali vseh podrobnosti, ker je to potem voda na mlin tekmecem. Zanimiva je izjava Jonasa na to temo po letošnji Dauphineji, ko je rekel: nisem videl nobenih šibkih točk pri Tadeju Pogačarju, če pa bi jih, vam pa ne bi povedal. To je pač ta filozofija. Dobili pa bomo zdaj en bolj intimen, drugačen pogled v Tadeja Pogačarja, v življenje Tadeja Pogačarja, v življenje navsezadnje njegove družine. Pobliže ga bomo spoznali prek njegovih najbližjih, prek njegovih staršev, to sta Marjeta in Mirko, ki se spominjata prvih Tadejevih korakov na kolesu, kako je sledil stopinjam starejšega brata Tilna. Tadej si je želel biti vratar, oba sta namreč preden sta odšla na kolo, odšla na nogometno igrišče, oba starša pa si ne moreta obrazložiti, kako se jima je rodil takšen neverjeten športni talent. Gospa Marjeta, se vi spomnite, kdaj je Tadej prvič prekolesaril klanec na Krvavec? Koliko je bil star in če ga je lahko v enem kosu ali je moral vmes se kaj ustaviti? To se ne spomnim, vem, kdaj je prvič zmagal na Krvavcu, to je bilo leta 2009, ko je bil še deček C in je bila kralj Krvavca dirka takrat organizirana in takrat je šel, ko strela tam gor, še očala, vem, da so mu bila v napoto in je ta očala odvrgel med vožnjo, kar nekam v hrib. Bil je to priseben, da ni vrgel po hribu dol, ampak v hrib gor, tako da smo potem, ko smo se vračali z Krvavca, ta očala iskali in jih tudi našli. Prvič, ko je šel pa prvič na kolo, oziroma sta šla s Tilom skupaj, sem šla pa jaz z njima, smo šli pa do Cerkelj, ampak ona dva sta me pustila seveda zadnji in jaz sem ostala v pšenični polici, ki sta me potem za nazaj grede v pšenični policiji pobrala. Tako da to je pa prva izkušnja na kolesu, ko je bil prvič. No. To je bilo verjetno še, ko še ni bil članjen v klub z navadnim kolesom. Ali je že imel specialko? Takrat sta bila že oba dva specialko, to je bilo isto, se pravi 2008 najbrž, ko je začel kolesariti tudi Tadej. Ja, če sta bila že oba v klubu, pa oba specialko, potem me ne preseneča, da sta vas pustila zadaj. Tudi jaz sem imela specialko, ampak tista moja specialka je bila kar precej že stara takrat, pa jaz tudi nisem kolesarila prej, tako da sta me čisto pustila zadaj. Mirko, koliko časa ste vi lahko držali oba svoja fanta? Jaz sem bil tako pameten, da sploh nisem šel na kolo z njima, ker sem vedel, da je brez veze. Bral sem veliko zgodb, že pa tudi slišal. Tilen, ki je malo starejši, on se je spomnil, ta kolesarski šport v vaši družini. A drži? In kako je izgledalo na začetku? Pravzaprav se ga je spomnil trener Miha Koncilja, ki je iskal člane za klub Kolesarsko društvo Rok. In ker smo se mi osebno poznali in je prišel do naja in rekel, a lahko Tilna upišem v klub, ker nam manjka članov. Mi da sta Tilna vprašala in rekel, ne. In se nisem upisal, ampak je tudi začel hoditi pa kolesariti. In tisti, kar je starejši brat delal, je hotel tudi mlajši, ker se je vedno zgledoval po starejšem bratu, tako je šel na nogomet tudi za njim. Je hotel tudi v kolesarstvo priti. In ker je Miha rekel, toliko mehkega kolesa pa nimam, ker je bil res 2 leti mlajši,
in je začel nekaj mesecev zatem na zimske treninge hoditi, kjer niso rabili kolesa. No, potem v sezoni pa že dobil tudi prvo kolo, bilato, zeleno. Če se je Miha torej spomnil, da bi Tilen lahko bil kolesar, kako je sploh prišel na to idejo? Se pravi, ga je že videl na cesti kdaj prej? Ali... Ne, ni ga videl na cesti. Samo člane je iskal, se pravi, bolj za številko, kot za resno treniranje. Koliko sta vidva imela dela s treningi svojih otrok? S kolesarstvom sva imela delo, pač vozila sva le v zimskih mesecih, ko so, se pravi, november, december, januar, februar, marca so že počasi potem šli na kolo, ko sva vozila na treninge v dvorano, športno dvorano, pa večinoma so hodili tudi na Šmarno goro. Poleti pa nisva imela dela s treningi, temveč z dirkami. Treba je bilo voziti otroke na dirke po Sloveniji, tako da smo imeli vikende kar zapolnjene s kolesarskimi dirkami. Je pa Tadej predtem treniral nogomet. Ja, Tadej je 2 leti treniral nogomet, kot je rekel že Mirko prej, je vedno sledil Tilnu, starejšemu bratu, ki mu je bil vzor. Želel je pa biti golman takrat, čeprav meni se je zdelo, da ga je škoda za golmana, ker je zelo dober tekel, pa je imel zelo dober občutek tudi za žogo, ampak on se je odločil, da bo golman. Vsak začne z nogometom očitno, ker tudi Roglič je začel z nogometom. No, Mohorič mi je pa rekel, da bi drugače bil plavalec, samo se na pod Blico ni dalo priplavati, pri kolesarice je pa dalo. Ja, očitno, da vsak na začetku nekaj brca. Se mi zdi, da nogomet je res zelo popularen šport, a ne sploh med otroki, pa tudi med starejšimi moškimi predvsem, a ne. In ker si pač nogometni klub bil blizu, bil je v Komendi imamo nogometni klub, je bila to kar dobra varianta, dobra opcija za treninge. Mirko, ste vi v kakšnem športu res vrhunski? Jaz nisem v nobenem športu vrhunski. Bil sem v osnovni šoli šahist, če se temu lahko reče šport. Drugače pa dobro igram rok, če je to šport, pa tudi ni šport. Ne, nisem športen tip. Ja, je pa treba pri teh zadevah premisliti več potezu naprej, kar Tadej danes zna na kolesarskih dirkah. Mogoče tudi, ja. Čeprav Tadej ni nikoli igral šaha, starejši brat ga je, Tadej ga pa ni nikoli. Ker Tadej je dosti zgodaj imel svoj fokus samo na kolo in ga vse ostalo ni več zanimalo. Pa vi ste športnica, Marjeta? Jaz sem v osnovni šoli igrala košarko, sem zelo uživala v košarki, smo bile tudi zelo dobre, takrat smo imeli dobro ekipo. Zdaj pa sem navdušena nad odbojko, tako da nekaj časa sem se malo bolj intenzivno s tem ukvarjala, ker smo v Komendi postavili rekreativno odbojkarsko ligo in sem bila kar aktivna. Zdaj pa igram samo še tako ljubiteljsko odbojko. Ko sta takole zagotovo se že kdaj ob kavici pogovarjala, me zanima, če premišljujete kdaj, kako se je vama rodil takšen neverjeten svetovni talent? Ja, v bistvu še vedno ne morem verjeti, da se je to zgodilo ravno nama in se sprašuje, zakaj se je ravno v naši družini rodil tak otrok, ampak pa sva prišla do zaključka, da z nekim namenom verjetno se je to zgodilo, a ne, ker morava priznati, da tudi kot staršem in tudi sorojencem ni vedno lahko nositi te vloge. Ja, to je pa moje drugo vprašanje. Zdaj, hočeta ali nočeta, morata biti vpeta v ta kolesarski šport. Sta tudi vidva pripravljena na ta challenge? Je res, da se najina vloga ves čas spreminja, ne? Ravno se navadva na neke izzive, pa se že pokažejo novi, tako da se mora vedno prilagajati, kot že mogoče 10 let. S tem kolesarstvom se stvari kar odvijajo zelo hitro. Ja, saj to bolj v prenesenem pomenu sem mislil. Prej sta verjetno živela veliko bolj mirno življenje, zdaj imate verjetno stalno neke telefone, predvsem tudi od nas medijev, če to nekako lahko peljeta brez večjega stresa naprej. Ja, mislim, da sva se s tem kar lepo sprijaznila, pa znala sprejeti to je pač najina zdaj naloga, a ne, da podpreva Tadeja in njegove uspehe. Do Tadeja ni prav lahko priti, in mediji in marsikdo, ki s kakšno poslovno idejo pride, se zdaj
vedno bolj ljudje zavedajo, da se obračajo na naju. Midva sva to zdaj sprejela, oba dva sva zdaj zaposlena, tako da lahko to delava. Jaz sem nehala z letošnjim šolskim letom delati v šoli, tako da se lažje spopadava oba dva s temi izzivi. Mirko, imate vi še pristen stik s svojim sinom, ki je zdaj taka velika globalna zvezda? Jaz mislim, da je stik še vedno pristen, to je še vedno moj sin, on ve, da sem jaz njegov oče in se tega zavedava oba. Tako da sva na relaciji oče-sin kar v redu shajava. Kot veličino kolesarja ga pa tudi jaz še nisem, po moje, da še vedno ne vem, da je prvi kolesar na svetu že toliko let in tudi ne vem, kaj to vse prinese oziroma še bo prineslo. Oče je tisti, ki ga sinovi pokličejo, kadar se nekaj zalomi, ko je treba nekaj rešiti. Ali ste vi ta oseba, tudi v primeru Tadeja, ki je obkrožen z agenti, z moštvenimi šefi, toliko ljudi je prišlo v njegovo življenje? Jaz mislim, da Tadej do sedaj ni imel takih problemov, da bi iskal pomoč očeta, staršev, občasno že proti za kakšno malenkost, ampak drugače pa še ni bil v taki situaciji, da bi res rabil najino pomoč. On je obkrožen z dobrimi strokovnjaki okrog sebe, tudi njegov menedžer Alex Carrera je Tadeja zelo ceni in Urško zelo ceni in res naredi vse, da čim lažje prenašata vse, kar pride zraven v kolesarstvu, pri teh niso samo treningi pa dirke, ampak je veliko drugih stvari in tukaj ima Alex in pač tudi ekipa zelo močno stoji po strani. Bili so primeri slovenskih športnikov, ki so jih obkrožili napačni ljudje. Pri Tadeju se je res dobro poklopilo, najprej Miha, Andrej Hauptmann, pa zdaj te šefi pri UAE pa agent Alex Carrera. To ni samo po sebi umevno, zato ste verjetno lahko kar hvaležni, da se je razpletlo pravilno. Ja, zelo sva hvaležna za vse te ljudi, ki Tadeja obkrožajo, mu stojijo ob strani. Po drugi strani bom pa rekla to, da Tadej je bil zadovoljen z vsemi trenerji, ki jih je imel v kolesarstvu, tudi z drugimi, ki mogoče so bili tisti trenutek na pravem mestu, mogoče ne bi bili v enem drugem obdobju tako vrhunski ali pa ne bi mogel tako sodelovati z njimi. In tudi Tadej s to svojo dobro voljo in igrivostjo veliko prispeva k temu, da so ljudje okrog njega, da se dobro počutijo in želijo z njim sodelovati in mu pomagati. Nisem imela še v bistvu občutka, da bi kdo mogoče hotel izkoristiti to povezavo s Tadejem, ne vem, od tega oseba, ki ga obkrožajo. Tudi mislim, da je od vsakega trenerja, ki ga je imel, vse pri dečkih je imel vsako leto skoraj drugega, od vsakega je nekaj potegnil pozitivnega. In to je bilo fino, da je bilo več trenerjev, več različnih ljudi okrog njega, ker je to samo pozitivno. Spregledal je negativne stvari, to je pozabil in vzel samo tisto, kar je bilo dobro od vseh ljudi, ki so z njim sodelovali. Kaj pa drugi trije vajini otroci, vidva sta starša vsem štirim in me zanima ta relacija, kako na družinskih večerjah Tadej verjetno manjka, vseeno pa pri vaju so pa vsi štirje enaki, medtem ko mi pokrivamo samo enega. Ja, večino dni ali pa večino naših srečanj poteka brez Tadeja pa brez Urške. Prideta enkrat, dvakrat na leto, letos je recimo Tadej priletel za en dan v februarju, da je videl svojega nečaka v živo, in sicer se dobivamo pa brez njih in smo, ne vem, ker smo velika družina, veseli smo vseh partnerjev od otrok, tudi ki pridejo zraven in se mi zdi, da imajo otroci kar srečo pri tem izboru. Jaz mislim, da se ob družinskih srečanjih poskušava vsaj midva čim manj pogovarjati o Tadeju, zato ker takrat so drugi najini otroci pri nama in se posvečava njim in njihovim problemom oziroma njihovim življenjem, ne pa Tadeju.
če sami hočejo načeti temo o Tadeju, pa se pač pogovarjamo skupaj, a ne, drugače pa poskušava se posvetiti njim. No. Podpreti tudi druge otroke v njihovih dejanjih, v njihovih, pri njihovih aktivnostih. Vesela sva vseh in vsi so nekaj posebnega in vsi so sončki, ja, vsi so lepo vzgojeni in sva zelo zadovoljna. Vi učite oziroma ste učili francoščino, zdaj pravite, da ste dali to nazaj. In to mi je res zanimiva vzporednica. Ste si kdaj mislili, da bo ta francoščina kar pomembna? Ne, seveda si nisem nikoli predstavljala, kako mi bo to res prav prišlo. Je pa tudi res zanimivo, kako sem jaz sploh prišla v oddelek, kjer smo se učili francoščino, a ne, to so me dali po pomoti v ta oddelek v srednji šoli in po enem tednu je bila meni francoščina tako všeč, da nisem hotela več zamenjati, a ne. Prišla je ena punca me prositi, ker so njo pa pomotoma dali na nemščino in ona si je želela študirati, se učiti francoščino in jaz nisem več želela zamenjati, a ne. Takrat sem, mislim, da prvič v življenju rekla res tak ne nekomu in nikoli mi ni bilo žal za to. Koliko pa Tadej zna? A zna naročiti samo rogljiček v Franciji ali zna toliko, da bo imel kdaj v Parizu govor v francoščini? Zdaj do tega še ni prišlo, da bi znal toliko, da bi lahko imel govor. Zna naročiti kruh, pa rogljiček, pa kavo. Pa mislim, da še nekaj zna povedati. To smo se zadnjič malo hecali. Ampak ja, malo sem že razmišljala o tem, da bi se morala vsaj po Zoomu kdaj dobiti, da se nauči par stvari, ampak ni še do tega prišlo. Ko sem jih zdaj poslušal, moram reči, da sta bila zelo simpatična, zelo prizemljena sta bila. Kakšna sta bila pa tako v živo, ko si se z njima pogovarjal, kakšno vtis sta na tebi pustila, Igor? Ja, že večkrat sem se z njima pogovarjal, sta na veliko dirkah in se tako naključno, kje srečamo, kaj pogovorimo. Sta pa seveda, ja, tako kot praviš, izjemno prizemljena, nič ni kariera Tadeja Pogačarja kaj dosti zamajala družinske mentalitete ali filozofije. Super mi je bilo tisto poslušati o tem, da sta rekla, na družinskih pogovorih se kar zavestno izogibata pogovorom o Tadeju, da lahko nekako žaromet preusmerite na svoje preostale otroke in nekako to pozornost porazdelita čim bolj enakomerno, ne? Ker si predstavljam, da seveda je. Ja, ker življenje gre naprej, kljub temu, da imata Tadej in Urška v Monaku vrhunsko kariero in da manj časa preživita doma, ampak še vedno vem, da se Tadej občasno oglasi, kadar so kakšni družinski razlogi v Sloveniji, sicer pa mislim, da bo Slovenijo spet bolj pobliže spoznaval potem, ko bo konec kolesarske kariere. Skratka, vse so naredili prav, sem imel vtis in počnejo še naprej vse prav. Je pa potem tista mentaliteta, ki je pa v glavi vrhunskega športnika, pa zori spet na nek način odvisno in neodvisno od tega. Neke vrednote, neke osnove morajo biti vsajene od doma, potem pa v nadaljevanju se morajo na teh temeljih pa nekako izpopolnjevati tudi trenerske filozofije vseh ljudi, ki te spremljajo na športni poti. Na koncu si pa še sam tisti, ki ali v ključnih trenutkih, najbolj napetih trenutkih kariere to spraviš v realnost ali pa ne spraviš. To pa je težko napovedati, seveda. Ko gledaš, ne vem, 16-letnega otroka, ali na koncu bo eksekutor ali ne bo. Super je bilo tudi slišati, ko sta odkrito govorila tudi v kakšnih dvomih, pa v nekaj vprašanjih, ki ste jih imela. Se mi pa zdi, tako nadaleč, ko sem poslušal, da je mama bolj zgovorna, da je morda malce bolj ekstrovertirana, da je morda več nje v Tadeju iz tega zornega kota. Tudi fizično se mi zdi, da je precej bolj podoben mami kot pa očetu, tako po obraznih nekih mimikah in tem. Ja, mama je bila vse življenje profesorica in je
torej vajena nastopanja. Zaradi tega je mogoče ta vtis tudi v intervjuju, da je bolj zgovorna, bolj je strenirana javnega nastopanja. To je dejstvo. Ne? Logično, kot učitelj moraš znati ubesediti in predavati neko snov, neke ideje, neko razmišljanje. Ne? Oče pa seveda stvari pove ravno tako z veliko soli, vendar pa z manj besedami. Drugačen karakter in pač ni bil profesor. Res super je bilo jo poslušati tudi. Tam sem kar malce zastrigel z ušesi, ko je rekla, da je v srednji šoli, ko je bila v igri menjava razreda, ko so jo pomotoma dali v francoski razred, da je prvič zares rekla ne in bila tam odločna. Se mi zdi, da takrat res odločno prvič, oziroma da se res tako zapomniš, da si rekel ne. Se mi zdi, da ljudje, ki težko rečejo ne, so bolj empatični, nekako bolj kako bi rekel, prizanesljivi, bolj jim je mar za občutke drugih in se mi zdi, da tudi to neko usporednico sem našel tudi s Tadejem in z njegovo žlahtnim viteštvom. Ja, res. Se čuti njegov karakter prek njiju in super je bilo poslušati. Zanimivo mi pa bilo tudi to, da lahko bi postal nogometni vratar. Sicer fizičnih predispozicij mislim, da nima, da bi bil lahko naslednji Jan Oblak, ampak zanimivo. No, da ja, to je lahko... tudi meni bilo zanimivo, da je hotel biti vratar, ker v kolesarskem svetu igra na poziciji glavnega napadalca. Ja. V nogometu pa bi bil vratar, ampak mogoče je bila to samo neka faza kariere. Po fizični konstituciji pa mislim, da bi bil lahko odlično desno ali levo krilo. Ja, morda tudi moderni zadnji vezni, tak ala Vitinja, pa Joao Neves, taki bi ves čas zadrževal žogo, pa je imel dober pregled nad dogajanjem. Se mi zdi, da ali pa bočni, v glavnem bil bi lahko igralec, ki bi veliko pretekel na posamezne tekme. Ja. Še eno stvar bi tule dodal, Luka, in sicer to, da bi v slovenskem športu nekje morali postaviti spomenik starejšim bratom. Res. Ker mislim, da so ti starejši brati veliko so zaslužni, da se je veliko slovenskih vrhunskih športnikov pojavilo na tej najvišji ravni, na samih začetkih in so spregledani ti starejši brati. Ja, res. Če ne bi bilo Tilna, ki bi odšel na najprej nogomet, potem pa na kolo, potem ne bi Tadej morda postal takšen izjemen šampion, kot je. Moramo pa reči, bratje, tudi sestre, kajti Jan Oblak je velikokrat šel z Teo Oblak pod koš, kdaj igrati, pač čakati, ko je imela on trening in se potem našel nogomet in se razvil fantastičnega vratarja, tako da res te družinske vezi. Ko so Petra Prevca pelali na prvi trening skokov, je mogoče v avtomobilu zadaj sedel še kdo od mlajših. Res. In potem na podlagi tega so našli tudi svoje poslanstvo. Res super, da si se na to spomnil. Gremo k Lori Roglič-Klinc. Ob izidu njene knjige Grande Casino, izraz, ki ga precej pogosto slišimo iz Primoževih ust, si se z njo pogovarjal in najprej je spregovorila o lističih, na katerih si zapisuje misli, ideje in potem te vse skupaj zbere v knjigi. Ko sem zbrala te listke na kup in sem pogledala nazaj, sem rekla, to bi pa mogoče kdo bral. In pri tej ustvarjalnosti je tudi ta katarzični podton, ki v bistvu vsemu temu, kar napišeš, vzame moč. In potem, ko se od dogodka oddališ, je še manj moči, potem pa, ko v bistvu pa ga daš ven iz sebe na pladnju, pa pač popolnoma olajševalno preobrazben element se pač skozi katerega res sem se pač lahko izrazila, kako naj rečem. Sliši se, kot da je pisanje knjige neke vrste terapija. Bi rekel, da živite precej stresno življenje, čeprav je morda vtis javnosti, da je vaše življenje sanjsko. Ja, mislim,
Med in mleko Nemačka, ne, rečejo. Ne, ravno to, mogoče knjiga odpre pogled v te naše vsakdanjosti, ki niso nič drugačne od neke, seveda pa za nas to, kar mi živimo, je za nas normalno, ampak to ne pomeni, da se dnevno ne srečamo z, ne bom rekla 100, ampak z 1 milijonom ovir, v bistvu pa pač fajtamo, ali kako ne rečem, no. Po drugi strani pa jaz se zavedam, da imamo srečo. Jaz se pač tega privilegija, tega življenja, ki ga živim, vedno bolj zavedam in krasno je, res, tudi če imaš res ful težav, ful ovir, ful zapletov, na koncu se vedno najde pot, ali kako naj rečem. Grande Casino, to je znamenit Primožev izrek na večini kolesarskih dirk. Zanima me o teh pravilih. Kolesarstvo ima na stotine pravil napisanih, pa še na stotine tistih nenapisanih, ki se jih tudi nekako morajo držati. Potem je pa še ta partija brez pravil. Ja, mislim, ima res kolesarstvo pravila, ali pa življenje, veš, to je vedno taka tema, ko se lahko razvije v obe strani, ne, ima ali pač nima, ne. In ja, kolesarstvo seveda ima neka pravila, življenje pa nima, ne, konec koncev. Ali ima? Nima, ne? Ima nekaj napisanih, držimo se pa nenapisanih. Se to, ne, pa v bistvu tudi en tak rek, ki se ga zadnje leta vedno bolj, kako se reče, človek obrača, življenje obrne, ne, in vedno je tak, da življenje v bistvu, da se moraš vdati in zaupati življenju in potem pač igrati naprej, če rečem, v smislu teh kvartopirskih. Ni pravil, ne, sploh pri teh, kako bom rekla, stvarih, ki se ti zgodijo, pa ne želiš, da se ti zgodijo. In tudi, ko se ti zgodijo, ni pravila ali pa zagotovila, da se ti ne bojo spet, ali pa da se ti ne bojo huje, ne. In tudi pri dobrih stvarih je tak, ne. Tako da ja, en kup nenapisanih pravil, ki jih spoznavaš na poti. Tema vaše prve knjige ali pa okvir prve knjige Kilometer nič je bila tista Vuelta 2019 in prva slovenska zmaga na 3-tedenskih dirkah. Kaj je zdaj to vodilo, rdeča nit, tema druge knjige, Grande Casino? Zdaj je že kar nekaj, ne? Od takrat, ja, mislim, 5-6 let hitro mine. Zdaj, kaj je vodilo tega je, ali pa rdeča nit je Hannibal, moja skrivna obsesija, minljivost in dogodkov in ljudi in trenutkov in pač življenja, konec koncev, če lahko rečemo. Sicer ni v prvi vrsti, se sigurno ne vidi minljivost, in pa jaz bi rekla preobrazba, pač kako se človek spremeni, pač odraste, pač kako zarasteš z življenjem, no, to so rdeče niti te knjige. Sigurno pa je pač kolesarstvo srednji del še vedno našega življenja, ker pač ne moremo ga zaobiti, ne, ker s tem živimo, vsi delamo za to, od tega živimo, konec koncev. In ja, vsi se ful trudimo v bistvu. Zakaj je poveljnik Hannibal rdeča nit te knjige, zakaj je to vaša obsesija? Pa še malo drugače bom vprašal, da je Hannibal prečkal Alpe in se spopadel z Rimljani, kje bo pa Primož moral prečkati Alpe, da osvoji še Tour? Sigurno po eni težki strmi poti, ne? Nima 40 slonov na voljo, kot je Hannibal, ampak ne vem, v bistvu, ko smo se začeli vračati v tisti del Francije, v Tin, v Albertville, pa Saint Bernard, v to dolino Tarentaise, mene je dobesedno obsedla ta misel. Veš pač, ko pač pride ena neumna obsesija, oziroma in potem sem začela raziskovati te stvari, predvsem pač dokler se ti pač nisem odločila, da imam jaz prav. In pač sem z eno zgodbo, ki seveda ni dokazana, ker to se strokovnjaki sprašujejo že ne vem koliko let, ne?
In to mi je v bistvu, ne vem ti povedati, to je pač ena taka podtema oziroma dokaz, da se da, če se hoče. Za Primoža, pa ne vem, kje bo prečkal Alpe. Se pravim, mogoče... Najbrž tudi pri Hannibalu ni šlo vedno vsak dan vse gladko. Absolutno, da ne. In zdaj, če bi mi rekel, če bi zdaj to debatirala pri kilometru nič, ne, bi me to rezultatska stran ful skrbela ali pa kaj, ne, zdaj me pa ne. Zdaj pa si sam želim, da v bistvu pride domov. Včasih takole, ko premišljujemo o kolesarstvu, se mi zdi, da je to en tak šport, iz katerega se najbolj lahko vleče neke primerjave z resničnim življenjem. To tudi vi v knjigi ugotavljate. Recimo takšni izreki, kot nikoli ne veš, kaj te čaka za naslednjim ovinkom, lahko igraš le s tistimi kartami, ki jih imaš v roki, po vzponih sledijo spusti, po vsakem padcu se moraš znati pobrati. To so same te metafore, ki jih lahko uporabimo in v kolesarstvu in v resničnem življenju. In vi ste to prav mojstersko spravili še na papir. Moram priznati, da teh modrih misli me ponavadi nauči ravno Primož, da jaz nisem tak veselo optimistična. Ampak z leti postajam, oziroma sem postala, ali sem se izorila, ali kakorkoli, ampak dejansko je kolesarstvo prispodoba življenja, če lahko rečemo, ne? Zato ker nikoli ni samo gor, ni strmega spenjanja, ne? Ampak je vedno gor, dol, pa mogoče v bistvu gor, potem pa gre dol enkrat, ne? Sej ravno to, minljivost, ne? Edina resnica tega sveta je pač ravno to, ne? Minljivost oziroma gotovost, ne? In sigurno najdem sporednice iz kolesarstva v pač vsakdanjem življenju. Ja. A vi kot njegova žena premagujete klance 4. kategorije, ekstra? Zdaj, če obstaja HC, jih jaz premagujem 5x HC, ampak kaj pustimo. Ekstra, ja. Ne, mislim, to je mislim, z vsem spoštovanjem do športa, ki pač je, to je samo kolesarstvo, ne. Življenje je pa nekaj drugega in ne vem, kako ne to povem, da se ne bo slišalo, ne vem, ali vzvišeno ali karkoli, ampak mislim, ni lahko, ne. Zdaj letos je 4. od doma po 3 tedne, ne. Družino imava, ne. Stvari imava za voditi, avto imava za popravljati, biznis je za laufati, ne vem, kako ne to, ampak ja, pač ni najbolj lahko in potem pač moraš prevzeti včasih te vloge obeh in moraš biti kar na mestu z glavo, da to lahko v pravem smislu potem dalje, kako ne rečem, razporejaš ali whatever. Zdaj, ko nekaj teh iztočnic berem z telefona, mi še ena pride na pamet, ko ste zapisali, da vse te ideje za knjigo so napisane na papir, ne na računalnik, ne na telefon, ne na tablico. Ja. Vi ste še pisateljica papirja. Ja, to pa sigurno. Sem velikokrat poskusila pisati na računalnik, pa mi ni šlo, zato ker pač tisto tipkanje, pretipkavanje na papir mislim na računalnik mi ne gre. Ok, pretipkavanje seveda, ampak da bi zdaj pa res mogla iz srca nekaj napisati. Pa raje vzamem, recimo prej, ko smo se vozili, sem dobila eno idejo in potem nisem imela drugega papirja in sem strgala ovoj od knjig in sem napisala cel dogodek tega gor. Tako da ja, ful pišem, veliko stvari tudi potem izgubim, pa si mislim, potem pa na novo začnem pisati, pa sem, a nisem ti nekaj že to napisala in potem pač najdem. Pa tak, ja, to je en tak zanimiv stvaralni proces, ker tudi besede morajo dozoreti, ali kako naj rečem. Jaz jih zapišem v prvem momentu, potem pa pač nekaj časa stojijo in potem jih šele pretipkam, ne? In potem imam v bistvu z neko trezno glavo ali pogledom ali kakorkoli jih lahko vidim in gledam in vse. In tudi Primož, mislim, da je zdaj to splošno znano, da nima računalnika, ne? Ali pa tablice, ali pa in on je knjigo prebral na telefonu. Kar me je res presenetilo, ta podatek, da namreč nima tega, ker danes vsi vsako etapo natanko preučimo na računalniku do zadnjega metra.
On pa nima računalnika. Ja, mislim, on je Primož. On ima radar, je drugje, veliko pač tudi dela s srcem, kako naj rečem, zato pač, kar se mu tudi mogoče včasih obrne, ampak ja, taki je, pač ne moramo ga, to je Primož. Igor, slišali smo Loro, ki je rekla, da si veliko zapisuje, da ne uporablja digitalnih sredstev za to, da si svoje misli zbere. Koliko še ti na koncu. Koliko še ti uporabljaš papirje? Spomnim se, torej dobrih 20 let nazaj, pred dobrimi 20 leti, smo še vse skoraj pisali v zvezke na papir. Koliko še zdaj uporabljaš papir ali ko dobiš eno idejo, je prva misel, ok, to pa zdaj moram na mobitel napisati. Ali si samo se zapomniš, pa ni treba niti ničesar pisati? Ne, v teh oglašanjih v živo si iztočnice, glavne poante, etape, dirke in tako naprej pogosto še vedno napišem na papir, ker se mi zdi, da je to najbolj zanesljiva stvar, ki te bo v danem trenutku, ko boš živo v etru, te bo tam pričakalo in bo tisto zagotovo tam pisalo. Danes sicer imamo vse podatke, za razliko od takrat, ko sem začenjal reportersko kariero na internetu. Takrat smo se morali prej pripravljati, izrezovati članke ali jih tiskati in tako naprej in imeti goro papirjev pred sabo. Zdaj je seveda vse v nekaj klikih na zaslonu, ampak se veš, kako je v najbolj nepravem trenutku ti računalnik zmrzne, papir ti pa ne. Tako da tiste glavne iztočnice imam še vedno na papirju zapisane. Ko si ravno rekel zmrzne, se spomnim, da so mi na začetku, ko sem prišel, učili sploh, ko se je šlo na kakšen zimski teren, da nikoli ne smeš uporabljati kulija, ampak vedno svinčnik, ker kuli lahko zmrzne, svinčnik pa nikoli ne more zmrzniti in so vedno rekli svinčnik, kos papirja in potem ne boš imel kakršnih koli težav. Kaj zime so zdaj tako mile, da mirno lahko tudi uporabljaš kemični svinčnik. Super je bilo poslušati tudi Loro. Ta primerjava s Hannibalom oziroma te usporednice s Hannibalom, veliko je v Alpah po zaslugi spremljanja Primoža in se mi zdi kar tak primeren junak za Primoža Rogliča, premagal velike ovire, šel na epsko pot, doživel velike zmage, osvojil Rim, ampak doživel tudi pa težke poraze. Ne? Ja, Hannibal je res dobra primerjava. Sicer pa v tej knjigi je še veliko drugih teh primerjav. Malo drugačna je kariera Primoža Rogliča od Tadeja Pogačarja, čeprav po številu zmag sta si skorajda izenačena, vendar Pogačar dobesedno v svoji karieri ni doživel res hudih porazov, oziroma, dobro, Jonas ga je 2-krat premagal na Turu, ampak enkrat je tako ali tako bil poškodovan. Dobesedno je v bistvu samo enkrat res hud poraz Pogačar doživel v svoji karieri, tisti, ki se ti mogoče malo zažre v psiho. Je pa šampionsko odreagiral, ker mislim, da je Jonas Vingegaard najbolj pomembna oseba, da danes gledamo Tadeja Pogačarja v tisti 100% možni različici. Ker dobesedno nima rezerve na nobenem področju, vse delajo v ekipi in vse dela sam na treningih 100% in zato zmaguje iz dneva v dan, iz dirke v dirko. Neverjetno, kakšne stvari lahko obrnejo kariero enega kolesarja, ne? Ker na začetku sej ne, da je bilo preenostavno, ampak leta 20 in 21 se je zdelo, da nič ne more ustaviti Tadeja Pogačarja in potem je veliko enih takšnih zgodb je bilo v svetu vrhunskega športa, v tenisu Federer, pa je prišel Nadal, pa je prišel Djokovic in so vsi eden zaradi drugega postali boljši. In res pri Tadeju Pogačarju ta neverjeten preskok, ko je že bil na vrhu in že bil fantastičen
izjemen, je potem spravil vse skupaj še na eno raven više, je res neverjetno. Takrat, ko je že zavladal Turu, se v bistvu mi, ki nismo bili tako insideri, nismo zavedali, da ima še ogromne rezerve. Koliko rezerv, res, neverjetno. Roglič je pa bolj, kako bi rekel, ljudski junak po tej plati, ker je navaden smrtnik in ima tudi slabe dneve. Pogačar jih dobesedno nima in Pogačar je tisti, kako bi rekel, zvezdnik z drugega planeta, Roglič pa zvezdnik z tega planeta, ker se nam vsakodnevno dogajajo tudi nevšečnosti, slabe stvari in potem, ko se iz tega pobere in spet zmaga in spet dosega kakšne neverjetne uspehe, se mi zdi, da je narod popolnoma vzhičen, ko se to spet zgodi, ko vidi, kaj to prinese. Se mnogi, mislim, da tudi poistovetijo s tem, da doživljajo neke padce, ampak je zelo privlačna potem ta zgodba, da lahko po padcu prideš spet znova na vrh in to mu je tolikokrat uspelo. Se mi zdi, da če tudi, si dovolj trmast. Seveda, ključno pri vsem tem. Se mi zdi, da tudi to, kar je Lora poudarjala, ta minljivost preobrazba, pa tudi začutil sem to nekako spremembo doživljanja vsega skupaj, morda, da je manj pritiska zdaj po vseh teh letih kariere in uspehov, morda tudi v Primoževih odgovorih v zadnjih mesecih, da je morda manj zahteven do sebe, da je bolj prizanesljiv, pa ne, da ne bi bil zagret, lačen zmag, ampak da je bolj sprejemajoč za celotno, za vse, kar se mu dogaja. A si ti morda tudi tako začutil? Ja, seveda, sej konec koncev sta skoraj da 10 let narazen, kar pomeni, ko si 10 let starejši, prideš v neko drugo fazo življenja in imaš druge fokuse in Roglič ima še družino, otroke. In verjetno bo pri njegovi starosti tudi tedaj Pogačar razmišljal, da so še druge pomembne stvari v življenju in da bo tudi se mogoče na meniju prvič znašla beseda, kako bi rekel, spremembe, minljivost in vse to, kar zdaj spremlja razmišljanje družine Roglič, ker se zavedajo, da je samo še kakšno leto, 2, 3 kariere Primoževe pred njimi, da ni vse zdaj samoumevno, ko se pojavi na startu, da kar vedno zmaga, tako kot je svoj čas. Nihče pa mu ne bo vzel tega, da je prvi začel serijsko zmagovati od slovenskih kolesarjev, da je prebudil slovenske ljubitelje kolesarstva. Tisti najbolj zagrizeni so seveda vse dirke in tur in vse to spremljali že prej. Ampak, ko je enkrat Roglič začel podirati te ovire in dosegati te zmage, takrat se je pa cela nacija zbudila. Teh zagrizenih je postalo veliko, veliko več. Prej je bila peščica zagrizenih, zdaj pa skoraj da cela Slovenija zagrizena ljubiteljica kolesarstva. In prvega ne pozabiš nikoli, kar pomeni, da se še danes vsi spominjajo, kako je s temi svojimi zmagami dvignil interes za kolesarstvo in potem so seveda vsi stiskali pesti, da bi Roglič prvi dobil tisti tur, ampak športna usoda se kdaj zasuka tudi drugače in bomo videli, kaj vse bo še Roglič dobil do konca svoje kariere. Je pa letos v dobri formi, nekako tudi v zadnjih tednih ni zelo izpostavljen, ne govori se o njem kot o velikem favoritu, na stavnicah je mislim, da na 4. mestu, na petem. Joao Almeida ga je po Švici. Seveda. Se mi zdi, da če bo morda malce bolj v senci ostalih v prvih tednih in ne bi izgubil veliko, se mi zdi, da bi lahko prišel do izraza potem v ključnih tednih, najprej v Pirenejih, drugi teden in v Alpah tretji teden. Se zdi tak lepa pot do zmagovalnega odra, morda celo do prvega mesta.
Predvsem je ničkolikokrat poudaril, da bi rad odpeljal tur brez večjih zapletov. Saj manjši te vedno spremljajo, ker to je 3-tedenska odisejada in nikoli ne boš končal 3-tedenske dirke, da se ti ni nič kaj negativnega zgodilo, vedno se kaj, ampak to nekako ta ideal vrhunskega kolesarja je, da vse tegobe kar nekako odrine na stran in gre naprej. Tako da, če bi letošnji tur res minil brez večjih zapletov, brez hujših padcev, bomo videli, kakšna je realna vrednost Primoža Rogliča, ker v zadnjih letih dobesedno tega nismo nikoli videli. In to tudi mene zanima, kako bi se v zadnjem tednu pomeril z najboljšima, če ne bo teh tegob do zadnjega tedna. In potem bomo šele naprej lahko razmišljali, a še lahko pri teh letih gradi za naprej, pa da bi kdaj osvojil tur še vedno in tako naprej. Ampak privoščimo mu, da bi res brez teh večjih ovir prekrižaril tja do Pariza in pokazal svoj najboljši obraz. Mislim, da bo to že tisto, kar bo njega in njegovo družino zadovoljilo. A bo zdaj to zmagovalni oder, lahko bi bil potem zmagovalni oder. Kar pa zadeva stavnice, je pa tako, da na začetku dirke vedno kažejo povsem drugače kot na koncu dirke. Saj konec koncev tako bilo na Dauphineji, ne dolgo tega. Ali pa na dirki po Švici, Almeida sredi dirke ga stavnice jasno po prvi etapi niso umeščale kot prvega favorita. Pogačar je kar naenkrat po kronometru na Dauphineji padel na drugo mesto na stavnicah. Ni bil več na vrhu. Ja. In se je dalo potem s kvoto nanj celo nekaj zaslužiti na letošnji Dauphineji. Kar sicer se skoraj kar se ne zgodi. Nikoli. Ali pa na letošnjem Giru, na začetku so stavnice kazale nekaj, na koncu Gira pa smo povsem druga imena imeli na vrhu. Res, neverjetno. Kmalu se začne tur, res se ga veselimo. Najboljši so zraven, predvsem pa sta med najboljšimi 2 Slovenca, še veliko Slovencev bo pa krojilo razplet te izjemne športne preizkušnje. Med Slovenci omenjuje jih še, torej ob Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, še Matej Mohorič. Tako je lovec na etapne zmage, je že preučil vse trase in mislim, da ko gre zvečer spat, že ve, kateri bodo njegovi dnevi. Potem je Luka Mezgec, nekako, večkrat smo že rekli, profesor ATA ekipe, ki vodi sprinterski vlak oziroma je ključen člen sprinterskega vlaka. Tako, ki bo Dylana Groenewegna vozil do etapnih, upajmo, do etapnih zmag, tako, do kakšne sem ter tja. Potem pa še 2 pomočnika v ekipi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Pri Primožu Rogliču Jan Tratnik, pri Tadeju Pogačarju pa še ne vemo, ali bo Domen Novak v ekipi UAE, torej ravno na PCS-u, na spletni strani Pro Cycling Stats sem šel pogledati, preden so začela snemati in tam je še vedno 9-terica napisana kolesarjev, morajo pa to 9-terico zmanjšati na 8 kolesarjev in lahko bi se zgodilo, da bi Domen Novak bil tisti, ki bi izpadel. Upajmo, da ne bo tako in da bo 6 Slovencev tudi letos na turu. Možnosti sicer... V težki situaciji glede tega je Domen Novak že vse od tistih zimskih novinarskih konferenc, pripravljalnih taborov v Španiji. Povedali so mu, da je na klopi za rezerve, za tur. In zdaj, ko je samo še nekaj dni do tura, je še vedno v isti situaciji kot decembra, ko še vedno ne ve. Tako da jaz upam, da se mu izide. Mislim pa, ko držimo pesti, stiskamo pesti, da bi Domen Novak bil enkrat član šampionske ekipe na turu, je treba vedeti, da bi to najbrž tudi pomenilo, da se nekdo drug poškoduje, tako da niti na koncu ne veš, ali kako bi si želel vse skupaj. Ampak Domen Novak je toliko dal za druge, tudi za Tadeja Pogačarja v svoji karieri, da bi mu sam res privoščil, da bi bil enkrat član šampionske zasedbe. Tudi jaz. Tur se torej kmalu začne, prva etapa bo v soboto 5. junija, oziroma
5. julija v Lilu, sredi naslednjega tedna pa lahko ujamete nov Tour 202, potem pa vsak dan dirke po vsaki etapi, kot vselej, z zanimivimi gosti, s tistimi, ki jih dobro poznate in tudi z nekaj novimi obrazi. Vsak dan bo z vami z Igorjem, vključno z reporterji na terenu. Za Val 202 bodo ob Igorju na terenu Tour pokrivali Luka Dolar, Dare Rupar, Miha Trošt, tudi seveda Mojca Breskor, ki se v vlogo voditeljice našega podcasta vrača avgusta. Letos pa bomo ponudili tudi nekaj novosti vsak dan s posebnimi reportažami iz Francije, Igor. Ja, to je ena ideja, ki je zorela več let, da bi v podcaste, pa tudi v eter Vala 202, ker premiera bo vsak dan, še preden se začne etapa v valovskem etru. Reportaže z različnih koncev Francije. V vseh teh letih, ko smo prepotovali Francijo gor in dol, se je pokazalo toliko zanimivosti, da smo večkrat staknili glave in rekli, saj julij je tak mesec, ko bi lahko poleg športa nekako v eter in v naš podcast prinesli še nekaj drugačnih zanimivosti, ki niso nujno strogo povezane s športom oziroma kolesarstvom, ker če katera dežela na svetu, je pa Francija tista, ki praktično v vsaki vasi, v vsakem manjšem mestu skriva košček svoje zgodovine ali pa košček neke tradicije, ki je vredna omembe, in to bomo v 21 dneh 21krat prinesli našim poslušalcem. Tisti, ki ste redni poslušalci tega podcasta, ne boste zamudili, ker bomo to reportažo vsak dan posebej upeljali na sredi ali na koncu. Bova videla, kako se bo stvar razvijala. Bova dala na najboljši možen trenutek in na najboljše možno mesto. Mogoče malo za okus povemo, da prvi dan v prvi etapi bo reportaža iz Lila, torej iz startnega mesta. Lil je prestolnica Flandrije. Flandrija se, za razliko od tega, kar sem mislil, do letos ne razteza samo v Belgiji, ampak tudi delček severnega dela Francije je tudi Flandrija, oziroma, kot boste slišali v reportaži, ki jo je pripravila Veronika Gnezda, ali je Lil sploh Francija ali je Flandrija, kaj pravijo lokalni prebivalci. Ja, s takšnimi zadevami se bomo ubadali. V drugi etapi vem, da bo moja reportaža, ki sem jo posnel na startni točki prvega tura, to je kavarna Réveil Matin v predmestju Pariza, kjer so leta 1903 šli na pot in naredili, druge kolesarske dirke so se razvijale tako postopoma in je trajalo leta in leta, da so dobile nek zamah, neko tradicijo. Tour de France je pa v prvi sezoni, v drugi sezoni postal takšna uspešnica, da so ljudje dobesedno zablokirali ceste, že v drugi izvedbi, in glavni urednik časopisa, ki je organiziral Tour de France, je po drugi izvedbi tura v sklepnem komentarju napisal, to je bilo to je bil drugi tur in tudi zadnji v zgodovini, ker na tak način se ne da, preveč je bilo navala navadnih ljudi ob trase. A zaradi tega, ker je bil tur tako uspešen, ker so bili začetki tako uspešni in je bil tako hiter vzpon, a se ti zdi, da so kolesarske dirke po drugih državah in tudi drugje tako hitro, takrat ravno, na začetku 20. stoletja se razmahnile? Ja, razmah kolesarskih dirk je povezan s časopisi. To je nesporno, ker časopisi, kot so L'Auto, ki je ustanovil Tour in katerega naslednik je danes L'Equipe, ali pa Gazeta dello Sport z Girom in tako naprej, so potrebovali bralce, naklado, in to so lahko dobili z nekimi epskimi prireditvami, kot so bile kolesarske dirke. Ali pa v nekaterih primerih tudi avtomobilistične dirke, ampak na kolesu so prej dirkali kot z avtomobili. Kakorkoli že,
ta časopis, ki je organiziral Tour de France, je imel tak uspeh, da so drugi časopisi v Parizu izumirali zaradi njega, ker so potem vsi kupovali ta časopis. Ob tem je bila pa novinarska objektivnost v drugem planu. Moral si kot novinar napisati iz Tura zanimivo zgodbo, če je bila pa resnična, te pa nihče ni pa toliko bolje. Ja. Nihče te ni preveril, ali je resnična ali ne, ker vem, da je ta Henri de Grange tudi pisal, da v Pirenejih kolesarje ogrožajo medvedi, volkovi. To se je zelo spektakularno obralo v Parizu. Ljudje v Parizu seveda niso vedeli, kako izgleda v Pirenejih. Mislim, da se je potem enkrat zgodilo, da so določeni kolesari šli v pirenejske etape s puškami na hrbtu, tako kot Jakov Fak. To so določene zanimivosti. Super. Se veselim res teh reportaž. Moram reči, da ko sem šel skozi spisek, pa sem videl, o čem boste poročali in boste govorili, se veselim reportaže o tapiseriji v Bajoju. Ravno nekaj tednov nazaj sem poslušal zgodovinske podcaste o Angliji in o invaziji Normandijcev oziroma Normanov, kako se slovensko pravilno reče? Torej, ljudi iz Normandije in so, mi je fascinantno, da ta tapiserija še vedno obstaja, ki je zdaj eden ključnih virov še vedno za tisti del zgodovine, torej v 11. stoletju, ko so prišli Francozi in v bistvu začeli angleško kraljevo družino, ki dejansko v osnovi ni angleška, ampak je bila dolga leta francoska. Mislim, da je bil Henrik V, ki je potem dobil bitko v Agincourtu, prav tako na severu Francije, nekaj 10 km stran od Dunkerka, je bil prvi kralj angleški, torej na začetku 15. stoletja, ki je zaprisegal ne samo v francoščini, ampak tudi v angleščini. Vidim, Luka, da te poleg kolesarstva zanima tudi zgodovina. Tudi. Kogarkoli od naših poslušalcev, poleg kolesarstva zanima tudi zgodovina, letos bo veliko tega. Tudi Ivana Orleanska, ki sicer nikoli ni bila kolesarka, je pa delovala na konju, se bo znašla v teh reportažah. Res. Veselim se tudi tega. Svež Tour 202 bo torej na voljo po vsaki etapi, med prostimi dnevi pa lahko ujamete tudi SOS odmev s Slavkom Jeričem in Tonijem Grudnom. Njun kolesarski gost je pogosto Martin Hvastija, ki se je oblikoval v izjemnega strokovnega komentatorja na TV Slovenija v ekipi z glavnim reporterjem Tomažem Kovšcem in Miho Mišičem. Bodo spremljali vsak dan, bo prenos na televiziji Slovenija, tudi studijskim programom velikokrat ob samih etapah. Analize, zgodbe in ozadja tudi na naši spletni strani rtvslo.si na MMC-ju. Torej, v podcastu Tour 202 pa bomo tudi podeljevali naše nove majice, super so simpatične, lahko si jo zagotovite, če nam pišete na elektronsko pošto Igorju ali pa meni na ime.primek@rtvslo.si. Igor je tudi zelo dejaven na Twitterju, jaz malo manj, ampak tudi tam me lahko najdete. Majice Tour 202. Tour 202, torej mislim, da so različnih barv, predvsem pa je bež napis in rumene. Bež in rumene, super, torej slika zelo lepa z motivi Tura 202. Vsak dan bomo najboljše vprašanje, mnenje, idejo, pripombe nagradili z majico Tura 202. To pa že velja za naslednji podcast, torej če imate kakšno dobro idejo, kakšno dobro napoved, komentar, vprašanje, karkoli, nam kar pošljite in tisto najboljšo mnenje, idejo, komentar bomo nagradili in tudi vaše mnenje seveda povedali v našem podcastu in o tem debatirali. Nekajkrat pa vam bomo ponudili tudi nagradne igre,
prav posebna nagrada pa bo na voljo za enega srečneža, in sicer jeseni boste lahko kolesarili skupaj s Tadejem Pogačarjem od klanca na klanec v sklopu njegove jesenske prireditve na Krvavcu. Torej se boste lahko tudi zato potegovali, da kolesarite skupaj s Tadejem. Podrobnosti o tem pa bomo povedali naslednji teden. Veliko zanimivega. To je zelo zahtevna nagrada. Zelo. Če dobiš prijavnino na prireditev s klanca na klanec, moraš biti sposoben premagati 1100 in še nekaj višinskih metrov. Jaz bi bil suveren v tem samo ob kolesu, ne pa na kolesu. Veliko zanimivega, predvsem kolesarstva, tudi marsičesa drugega. Veselim se, Igor, super bo. Hvala, da sva se danes znova pogovarjala o kolesarstvu. Velikokrat se še bova v naslednjem mesecu. Upam, da boste z nami. Uživajte, se slišimo. Tur 202.